Doživljanje neprijetnih občutkov in čustev nas ponavadi sili v akcijo, ker naše telo in želita najti rešitev iz teh napetosti. Telo začne delati za nas in sprožijo se aktivni procesi in tudi naš ves čas išče rešitev in naša glava je polna misli. In takrat se nam pogosto zgodi, da ostajamo v naši glavi in porabljamo tudi ogromno energije. Iščemo rešitve in se prepuščamo našemu begajočemu umu. In zares dobro je, če takrat lahko najdemo način, da se pomirimo, da pomirimo naše telo. In k temu lahko pripomorejo tudi različne psihofizične aktivnosti. In v nadaljevanju sledi nekaj predlogov. Pri izbiri aktivnosti je dobro, da se najprej vprašamo, kaj je pravzaprav naš namen. Ker nekatere vaje so namenjene temu, da se umirimo, pomagajo pri takojšnji umiritvi in je dobro, da jih morda uporabimo takrat, kadar so naši občutki ali počutenja ali napetost v telesu zares močni. Imamo občutek, da v tistem trenutku z njimi ne bomo zdržali, se pravi, so izven našega tolerančnega okna. In iščemo neko pomiritev. In takrat lahko preizkušamo, ali nam v takih trenutkih odgovarja aktivnost, ki je bolj mirna, ali morda aktivnost, ki nas poživlja. Nekatere vaje in meditacije pa je smiselno izvajati takrat, kadar smo pomirjeni, kadar se počutimo dobro. Se z njimi razvijamo in povečujemo našo odpornost. In tako smo bolje pripravljeni na tiste trenutke, ko se ta naša močna čutenja in občutki spet pojavijo. To je podobno kot pri telesni vadbi. Na ta način krepimo našo psihično kondicijo. Pomembno pa je, da raziskujemo in odkrivamo vsakič znova, kaj je za nas v danem trenutku najbolje. In da aktivnosti vedno izvajamo z enim sočutjem in prijaznostjo do sebe. Ste vedeli, da naša čutila posredujejo možganom okoli 11 milijonov informacij na sekundo? Ja, naši možgani res potrebujejo premor. Saj ob razmišljanju in razpršeni pozornosti porabljamo res veliko energije. In na srečo imamo to sposobnost, da svojo pozornost usmerimo in se osredotočimo na eno samo stvar. In takrat lahko izklopimo vse drugo. Čuječnost nam lahko pomaga krepiti to našo sposobnost. In sicer, da svojo pozornost usmerjamo v neko neposredno izkušnjo, ki se dogaja tukaj, zdaj, v tem trenutku. Vendar to počnemo z enim odnosom sprejemanja in neobsojujoče. Z odprtostjo in prijaznostjo namreč takrat sprejemamo vse, kar se v danem trenutku dogaja. Čuječnost je torej mnogo več kot le krepitev in usmerjanje naše pozornosti. Je način, kako usmerimo svojo pozornost. Mojster meditacije in čuječnosti, Jon Kabat-Zinn, pravi, da gre pri čuječnosti pravzaprav za odnos. Na kakšen način smo v odnosu z vsem, kar je okoli nas in v nas. S svojim umom, telesom, svojimi mislimi, čustvi, z vsem, kar se nam dogaja. In uči nas tudi, kako živeti življenje z integriteto, s prijaznostjo do sebe in do drugih. Biti čuječni in pozorni, biti budni in vedeti, kaj počnemo. Praksa za razvijanje čuječnosti lahko primerjamo s tkanjem padala, ki ga tkemo dan in noč. In ko bomo morali skočiti z aviona, ga bomo lahko odprli in varno prileteli na cilj. Kadar se odločimo, da bomo v svoje življenje peljali neko novo aktivnost, je dobro, da pogledamo, kaj nas pri tem lahko podpre. Kaj je tisto, kar bo podpiralo to našo željo na mir. In za začetek je zelo priporočljivo, da se vprašamo, zakaj. Zakaj je zame to pomembno? To si lahko tudi napišemo.
In vsakič, ko bo naša motivacija padla, lahko pogledamo ta svoj zakaj in se vrnemo k tej svoji potrebi, k tej svoji želji. Lahko si tudi planiramo zmenek s seboj. Lahko si ga zapišemo v naš koledar, v naš notesnik, tako kot si zapišemo, kdaj moramo k zobozdravniku. Saj je ta čas za nas ravno tako pomemben. Najdemo primeren prostor in si ga uredimo. Ta prostor si lahko uredimo tako, da nam bo tam čim bolj prijetno. Poskrbimo, da je morda prisotna prijetna dišava, prižgemo sveče, si prinesemo topel napitek. Naj bo to res čas za nas. Za začetek lahko začnemo s krajšim časom. Meditacije, ki so dolge 10 minut. Za začetek lahko začnete z meditacijami, ki so krajše, lahko 10 minut. In ne obupajte, če vam kakšen dan ne bo uspelo izvesti. Vračajte se k vašemu vprašanju, zakaj je zame to pomembno. Pri sledenju svojim željam in potrebam bodite fleksibilni. Kadar nekaj ni izvedljivo na način, kot smo si ga zamislili, iščemo nove načine in odkrivamo, kako bi lahko prišli do našega cilja. Čez dan se, na primer, lahko večkrat ustavimo, si vzamemo nekaj kratkih trenutkov za stik s seboj, za umirjanje, za usmerjanje naše pozornosti in za nego sebe. Lahko, na primer, izvajamo tudi neformalne vaje čuječnosti. Počasno umivanje rok, začutimo vodo, ob tuširanju, morda čuječno prehranjevanje ali zares čuječe poslušamo našo najljubšo pesem. Vsak dan je polno drobnih priložnosti, da na tak ali drugačen način poskrbimo zase.